Obiskovalci spletne strani večer.com so z okraski, v katere so pripisali svoje dobre želje, okrasili 9 smrečic, s pomočjo katerih je ČZP Večer v novoletni akciji Večerove praznične želje v decembru 2009 zbral 8580 evrov sredstev. Zakaj boste zbrana sredstva porabili? Tako kot so namenjena za oglaševanje, da bomo s tem oglaševanjem lahko zbrali čim več, da bomo lahko pomagali še večjim ljudem kot do sedaj in upam, da bodo tudi ljudje dobro nagovorjeni preko medija Večer, da bomo s njihovo pomočjo zbrali še več kot sedaj. Kako pa ste sicer zadovoljni s pomočjo drugih podjetij, donatorjev na splošno? Na splošno je tako, da počasi se podjetja odpirajo in nekako ugotavljajo, da je potrebno od svojega tudi nekaj dati. Bil pa bi zelo vesel, če bi se še bolj odpirali, kajti morajo se zavedati, da je človek na prvem mestu in da človek dela v vsakem podjetju in da človek ustvarja dobiček in da tisti dobiček, ki ga je potrebno deliti, je prav, da ga daje tudi nekaj za humanitarne namene. Zakaj ste se odločili prav za Karitas? Večer želi pomagati ljudem in je na strani ljudi in predvsem tistih ljudi, ki potrebujejo pomoč. Predlani recimo smo pomoč namenili Varni hiši, lansko leto smo zbirali denar za pakete Rdečega križa, letos pa smo se odločili za donacijo Karitasu. Ogromno je problemov v časih krize, v takšnih časih, v katerih živimo sedaj, in Karitas je prav gotovo tista organizacija, ki je najbolj v stiku z ljudmi, podobno tudi ostale humanitarne organizacije, in si zasluži pomoč. Mi smo zbrali v pomoči naše novoletne akcije 8580 evrov in jih bomo namenili Karitasu v obliki oglasnega prostora, in če bomo s tem našim vložkom pomagali vsaj enemu človeku, bo naš namen dosežen. Želimo pa si seveda, da bi s to pomočjo pomagali še več ljudem.